Pa smo jo le dočakali, najhitrejšo progo pri nas. Gorjanci se končno vračajo na koledar v gorsko-hitrostnih dirkah. Spremljate reportažo Autoportreta.si s 3. dirke za slovensko prvenstvo v GHD. A preden se preselimo na Dolenjsko, si na hitro osvežimo, kako izgledajo stvari v prvenstvu. Prvo dirko v deževnem Tolminu je na zahtevni norski progi prvič v karieri dobil Matic Skogej, Mitsubishi Lancer EO9, in s tem že nakazal boj za naslov prvaka. Je po hrvaškem skradinu aktualni prvak Mila Bubnič le dokazal, da ga bo težko premagati. Treba je omeniti še Aleša Preka in Matevža Čudna, ki sta v Tolminu stopila na stopničke. Preku skradinu ni nastopal, Čuden pa s ponovnim 3. mestom diha za vratnik Bubniču, samo 1 točko zaostanka. Alojz Udovč tudi ne zaostaja veliko, 2 točk za vodilno. V divizijah pa so dirkači z največ točkami naslednji. Klemen Trček z MG-jem v prvi, Matevž Čuden z Renaultem Clio RS v drugi, Patrik Zajašnik z Normo M20 FC v tretji, Miha Fabjan s pokalnim Twingom v četrti in Matjaž Korošec z BMW-jem 325i v 5. diviziji med starodobniki. Na Gorjancih se je po lanski odsotnosti te dirke letos zbrala nepregledna množica navijačev, ki je bolj ali manj uspešno iskala senco v vročem junijskem soncu. Novost letošnje izvedbe GHD Gorjanci o 50. obletnici so bili organizatorji. Lokalni društvi AMD Novo mesto in AŠD Novo mesto sta združili moči v pripravi naše najhitrejše gorsko-hitrostne dirke. Na dirko, ki je štela za FIA centralno evropsko cono, slovensko in avstrijsko državno prvenstvo, se je prijavilo 83 tekmovalcev. Čeprav je, kot že prej omenjeno, Aleš Prek v Tolminu dosegel dober rezultat, pa se je odločil, da na Gorjancih ne bo nastopil tekmovalno. Osredotočil se je na dirko evropskega prvenstva teden kasneje. Sobotni trening se je začel ob 14. uri. Na njem je zaradi nesreče odstopil Gašper Klemenc v Volkswagenu Polo. Je pa Patrik Zajašnik, ki trenutno drži rekord 4,3 km proge s časom 1 minute 33, že takoj odpeljal hitro vožnjo, s povprečno hitrostjo več kot 150 km/h. Matej Grudnik, ki je v prejšnji izvedbi GHD Gorjanci v konkurenci državnega prvenstva zmagal, je prvi trening vzel bolj z rezervo, a je že na drugem postavil 8. najboljši čas. So pa Slovenci Stankovič, Bubnič in Aleksandr Zajašnik vsi bili dovolj hitri za najboljšo deseterico. Patrik Zajašnik je še izboljšal svoj trening čas na minuto in 40, 7 sekund za svojim rekordom. Tako je svoje misli po sobotnem delu strnil pred našimi kamerami. Yeah, the training runs was okay, but in first run I looked only the track, and the new line with the new bumps, but yes, it was probably okay, and so tomorrow we can go a little bit faster. Maybe it was a little bit hot today. The asphalt was hot, very hot, and in the finish the tires was on the limit with the temperature, and yes, but we want to manage it tomorrow better. V nedeljo zjutraj je bila na vrsti še ena trening vožnja. Avstrijec Bernhard Grdišnik se je Zajašniku v enakem prototipu približal na 10 sekund. A tesne boje je obetala 4. divizija s pokalnimi Twingi. Dejan Krofel je tam postavil najboljši čas. Še preden pa se je dirka popolnoma začela, se je za sanskega moškega Gregorja Čeglaja v tej konkurenci že končala. Na njegovem edinem treningu je doživel nesrečo. Ja, pri moji nesreči bo pa tako, da baje v najbolj znanem ovinku na Gorjancih sem tudi jaz naredil napako, se je mogoče bil za kakšen kilometer prehiter. Hotel sem rešiti sred ovinka, ampak žal sem bil res prehiter in predolg, tako da sem se zadev v desno ograjo v levem ovinku in potem je samo še v levo pelal in sem zadev v neko luknjo in potem sem naredil salto in pač tam se je končala moja zgodba na Gorjancih 2021. Po malo daljši pauzi in kosilu, ko se je tudi proga že malo ogrela, je bil čas za pravi štart dirke. A najprej še na hitro zgodba Gašpera Klemenca na prvem treningu, ki sem jo prej omenil.
Dirkalnik je bil kar dobro razbit, a ga je, podobno kot Udovču tukaj 2 leti nazaj, njegovi ekipi čez noč uspelo popraviti. Gašper je v nedeljo pred štartom dirkalnega dela povedal naslednje. Včeraj prevračanje, nesreča, danes pa je avto ponovno bil na štartu in že odprijam prvi trening. Kako vam je to uspelo? Ja, s pomočjo mehanikov, prijateljev, dan smo skočili dele iskati, potem smo pa skoraj celo noč raufali, da je avto sposoben za danes za dirko. Kaj se je pa dogajalo pri nesreči, zakaj se je zgodila, kako se je zgodila? Ja, bile so hladne gume, mogoče malo prevelika želja po dobrem času. Potem je pa rit odnesel in ni bilo možnosti za ujeti avto. Zdaj pa gre za res. Že kmalu po štartu prvega avtomobila je sledila prva prekinitev zaradi nesreče Jerneja Hrovata v Twingu. Zanimivo je, da se je to pripetilo na istem ovinku kot nesreča Čeglaja zjutraj. Odstopil je tudi Anže Soklič v Peugeotu 306 Maxi. Je pa divizija 4 res poskrbela za zanimivost, kar se razlik med dirkači tiče. Najboljših 6 je ločila samo 1 sekunda. Velja omeniti tudi Primoža Kavška v Peugeotu 208 R2, katerega je sploh prvič tekmovalno vozil na tej dirki. Postavil je najboljši čas v Rally pokalu. Vse bolj napeto je postajalo pred koncem prve vožnje, a nato je spet sledilo razočaranje za aktualnega državnega prvaka. Po nesreči 2 leti nazaj je Milanu Bubniču tokrat odpovedala sklopka, ki se je preveč segrela. To je bil zelo ključen trenutek dirke, kajti 30 točk ni malo. Boj za prvenstvo se je zaradi tega na široko odprl. Odstopil pa je še en Slovenec v boju za najboljšo deseterico skupno. Vladimir Stanković, ki je bil v Skradinu celo 5. Patrik Zalešnik je kot pričakovano postavil najboljši čas prve vožnje, a za rekord ni bilo dovolj. Čas 1:38:82 pa je še vedno zadostoval za prednost več kot 6 sekund pred Avstrijcem Gradišnikom. Karel Schagerl v njegovem že zelo znanem Golfu pa je pristal na 3. mestu, 8 sekund in 2 desetinki zadaj. Zaradi Bubničovega odstopa je bil tako najhitrejši v konkurenci za državno prvenstvo Matej Grudnik v Renaultu Clio, 6. skupno. Zmagovalec dirke v Tolminu Matic Skogej mu je sledil 5 sekund za njim. Boj za stopničke pa je bil vse prej kot oddan. Matej Čuden in Gregor Volk sta bila praktično izenačena s Skogejem. A vse to bi se lahko še spremenilo v drugi vožnji, začetkom ob 16:15 minut. Nesreč Twingov še ni bilo konec. Ujeli smo vrtenje v ograjo Aljaža Hčina v Koroški vasi. Z dirkačem je bilo vse v redu. Sledila je krajša prekinitev in čiščenje ceste, k sreči pa je bila ograja v dovolj dobrem stanju. V resnici je druga dirkalna vožnja potekala zelo gladko, do nesreče Hermana Valdija mlajšega v formuli Tatus Master, katero so morali pripeljati nazaj do servisne cone. Ravno proti koncu je sledila še ena prekinitev, a to ni prav nič ustavilo Patrika Zalešnika, ki je znova slavil na Gorjancih. V drugo je s časom minute 40 spet za dobrih 6 sekund premagal Bernarda Gradišnika, ki se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Karel Schagerl je zadržal zadnjo stopničko, Franco Berto in Rupert Schweiger pa sta pridobila mesto po Valdijevem odstopu. Patrik je po končani dirki stopil pred naš mikrofon. The race was very nice, the organization was perfect, and for 50 years Gorianci, it was a really nice weekend. We have so much people here on the track and here in the paddock and some crazy people on the track. And yes, it was very nice and we are happy. The cars are okay. The time was okay. We was near on the old record, but we don't push with new tires to make a new record. Matej Grudnik je bil na dirkalnem delu edini Slovenec, ki se je na obeh vožnjah spustil po 2 minuti. Skupno je končal 6., za državno prvenstvo pa mu je uspelo obraniti zmago izpred 2 let. V tesni bitki za drugo mesto je Matic Skogej le zadržal pozicijo s prve vožnje. Na zadnjo stopničko pa se je z dobro drugo vožnjo umešal Avstrijec Gerald Glinzner s Porsche 911, ki tudi nastopa za slovensko prvenstvo. Čuden in Volk sta se morala zadovoljiti s 4. in 5. mestom, domačin Alojz Udovč pa je z malo večjim zaostankom pristal na 6. Prisluhnimo, kaj je po zmagi povedal Matej Grudnik. Spet zmaga po 2 letih, občutki itak fenomenalni. Na domačem terenu potek je bil vse drugo kot lahek.
V bistvu smo še pred 2 dnevi imeli še glavo motorja še na mizi v delavnici, tako da smo še nismo vedeli, ali bomo prišli sploh ali ne bomo, ali bo uspelo, ali bomo zrihtali vse, ampak na koncu se je obrestovalo, tako da smo ta ves trud, ko smo ga vložili, je bil poplačan in smo vsi, in jaz in vsi v moji ekipi zelo veseli za ta uspeh. V točkovanju za državno prvenstvo res izgleda zanimivo. Znova se je vse premešalo. Po Kogeju in Bubniču je tokrat vlogo vodilnega prevzel Matevž Čuden, ki pa zmage letos še nima. Je pa skupaj z Udovčem edini, ki je osvojil točke na vseh dirkah letošnje sezone. Prav ta konsistenčnost se kaže na lestvici. En odstop pa lahko hitro pomeni zdrs nekaj mest navzdol, kot vidimo pri Bubniču. Nekaj časa je trajalo, a končno je v diviziji 1 najboljši čas postavil dirkalnik razreda Rally 5. Luka Brus, ki je nazadnje slavil zmago na Rallyu Velenje v diviziji 1, je tokrat z Renaultom Cliom premagal Doma Sveta za 5 sekund in 4 desetinke. Boj za stopničke je bil zelo tesen. Na koncu je na 3. mesto pristal Aljoša Makarovič v MG-u pred Klemnom Trčkom, ki je v drugi vožnji izgubil nekaj časa. Kljub temu Trček vodi v točkovanju te divizije. 6 točk pred Makarovičem, Brus in Svet pa sta izenačena 54 točkami. Tudi Nejc Trček ima še zelo realne možnosti za napad na vrh. O dirkačih v diviziji 2 smo nekaj že rekli. Matevž Čuden je s skupnim časom obeh voženj 4:05:41 zmagal za dobrih 7 sekund pred Alojzom Udovčem. Clio RS je bil torej na prvih 2 pozicijah. Zadnjo stopničko pa je osvojil Patrik Rucijer s Fiat Puntom Kitkar pred Primožem Kavškom in Igorjem Žbogarjem. Čuden je z 2 zmagama in enim drugim mestom na vrhu točkovanja, Udovč 17 točk zadaj. Konsistenčni Mark Žgavec pa je celo na 3. mestu lestvice divizije 2. V 3. diviziji je obakrat slavil Patrik Zajošnik, zato je v točkovanju 15 točk pred bratom Aleksandrom. Filip Tornič Milharčič je z glasnim Fiat 126 Proto na 3. mestu v tej diviziji. Nismo si še ogledali razpleta divizije 4, v kateri nastopajo pokalni Twingi. Aljoša Mlakar je v zadnji vožnji postavil rekord tega dirkalnika na tej cesti in s tem prišel do zmage, za katero je bil še sam presenečen. Prednost do Miha Fabjana je znašala samo 4 desetinke, Dejan Krofl na 3. mestu pa je bil samo 6 desetink zadaj. Blaž Cimermančič je končal na 4. mestu 8 desetink za Mlakarjem. Izjemno napeto prav do konca. Vsaka napaka je pomenila konec boja za zmago. Na lestvici po 2 dirkah hodi Fabjan, Krofl, Cimermančič in Mlakar pa niso dosti zadaj. Nemogoče je napovedati, kdo bo na koncu zbral največ točk. Dotaknimo se še 5. divizije oziroma starodobnikov, v kateri je prav na vsaki dirki slavil Matjaž Korošec z BMW-jem 325i. Aleš Presetnik na Gorjancih ni bil daleč zadaj. V točkovanju pa Korošcu sledita Andrej in Lina Vidmar, a je njun zaostanek kar velik. Tako, pa smo pripeljali reportažo do konca. Veliko zanimivih zgodb in veliko akcije smo videli na Gorjancih. Se pa sezona v gorsko-hitrostnih dirkah po počitnicah seli v Lučini 8. avgusta. A še prej se bo naša ekipa odpravila na drugo dirko sezone v Rallyu, v Vipavsko dolino 26. junija, ki se prav tako po 2-letnem premoru vrača v koledar. Tudi od tam lahko pričakujete slike, videe in reportažo, ki bodo objavljene na naših družabnih omrežjih autoportreta.si, kamor ste lepo vabljeni, da se naročite in delite vsebine vašim prijateljem. Do takrat pa nasvidenje!